Lepo pozdravljeni, moje ime je Luka, sem vodja portala OnoOn. Predstavljam vam najboljšo spletno aplikacijo v Sloveniji leta 2021. Torej, OnoOn je z namizno PV aplikacijo osvojil med vsemi prijavljenimi deli z vseh področji prvo mesto. No, kot veste, pa ves čas poteka anketa, torej, kjer zbiramo ocene, ki ste jih podali nove aplikacije. In seveda poglejmo si, kaj vse ste nam sporočili in kaj vse smo na podlagi tega izboljšali. Najbolj želena funkcionalnost, ki jo ni bilo doslej na novi mobilni aplikaciji oziroma na novi desktop aplikaciji, je bilo iskanje po uporabniškem imenu. Torej, vkolikor poznate vsaj delno ime oziroma uporabniško ime uporabnika, ga odslej lahko poiščete. Recimo, če veste celotno uporabniško ime, ga poiščete tako, da ga v celoti vpišete. Če veste samo del uporabniškega imena, uporabite zvezdico. Na ta način je zdaj iskanje po uporabniškem imenu prenešeno iz stare namizne aplikacije tudi na novo in pa seveda tudi na mobilno aplikacijo. Naslednja stvar so komunikacijske pravice, torej odslej je na vseh seznamih jasno označeno, kdo vse lahko piše in odgovarja, torej kdo vse ima komunikacijske pravice. To velja tako na iskalnih seznamih, kot tudi na vseh seznamih ujemanj, simpatij in tako dalje. Povsod, kjer imate uporabnike, je to jasno označeno. Naslednja novost je recipročnost pri iskanju. Torej, zahtevali ste, da vkolikor nekdo nima slike ali pa nima komunikacijskih pravic, naj ne ima možnosti iskanja ljudi, ki te pravice imajo. Torej, če jaz nimam slike in nisem član, potem ne morem filtrirati seznama zadetkov oziroma seznama ljudi, ki ustrezajo mojim iskalnim parametrom z nekaterimi kriteriji, torej s tistimi, ki jih sam nimam izpolnjenih. Kolikor želim iskati uporabnike sliko, dobim obvestilo, da se moram bodisi včlaniti, bodisi objaviti fotografijo. Če želim iskati izključno uporabnike, ki lahko klepetajo, sem obveščen, da sam teh pravic nimam in se moram včlaniti. Vkolikor želim iskati verificirane uporabnike, moram imeti tudi sam verificiran profil, torej recipročnost. Na ta način seveda zagotavljamo, da ljudje, ki se bolj potrudijo, ki dopolnijo profil, ki so člani oziroma celo verificirani, lahko predvsem komunicirajo med sebojno, torej najbolj resni med seboj, medtem ko vsi ostali še razmišljajo, ali bodo postali resni iskalci. Številni med vami še vedno ne veste, kako se briše uporabnike, ki jih ne želite gledati, zato si to poglejmo še enkrat. Torej, na vseh seznamih, zanimajo se zate ujemanja moje simpatije, imate možnost klikniti na uporabnika, ga potegniti v desno in izbrisati. Ko potrdite, da želite izbrisati uporabnika iz posameznega seznama, ga na tem seznamu več ne bo. Vkolikor pa želite recimo brisati eno izmed sporočil oziroma eden izmed pogovorov z uporabniki ali pa samo enosmerna povabila k pogovorom, kliknete na uporabnika, ponovno potegnete v desno in izbrišete. Na ta način je pogovor oziroma vabilo k klepetu izbrisano. Kaj še? Torej, morda še to, združenje seznam uporabnikov, ki se zanimajo za vas. Torej, na stari aplikaciji smo imeli ločene sezname za vse, ki so si ogledali tvoj profil, za vse, ki so te dodali med simpatije, za vse, ki te sprašujejo za šanse. No, zdaj je to združeno v seznam zanimajo se zate, medtem ko tip zanimanja lahko preverite tako, da kliknete kateregakoli izmed teh filtrov in na ta način vidite, kdo so ljudje, ki se na določen način zanimajo za vas, obenem pa so zraven tudi ikone, ki jasno sporočajo, za kakšen tip zanimanja gre. Namreč določeni uporabniki seveda izrazijo več tipov zanimanj za vas, zato je precej bolj prijazno, da je ta seznam skupen, ki ga lahko potem pregledujete na različne načine. Tako, na ta način smo preverili glavne novosti, ki smo jih zaenkrat dodali na podlagi vaših zahtev. Kaj pa še prihaja? Torej, v naslednjem mesecu prihajajo audio-video zmenki, torej odslej bo možno tudi na namizni aplikaciji, namreč na mobilni aplikaciji so audio-video zmenki že dlje časa možni. Potem največja zanimivost, ki prihaja, je odjem novosti na OnoOn v obliki
newsfeeda oziroma tako imenovanih novic, podobno kot smo jih vajeni na socialnih omrežjih, kjer boste lahko v enem seznamu pregledovali vse, kaj je za vas novega, zanimivega. Na podlagi testiranj smo ugotovili, da bo to zelo vroča funkcionalnost. Izboljšali bomo pa tudi kontaktni filter in delo s sporočili, tako da bo možno bolj natančno filtrirati po neodgovorjenih, po čakajočih na odgovor. Enostavneje bo najti posamezne pogovore, namreč nekateri uporabniki imate izredno veliko pogovorov, zato bomo dodali določena orodja, da bo lažje iskanje po poštnih predalih. Uvedli bomo pa tudi tako imenovani sekundarni inbox za vsa sporočila, ki jih izločite z vašim kontaktnim filtrom, tako da bodo še vedno nekaj časa na voljo, kljub temu, da vas ne bodo motila v smislu prihajanja v vaš osnovni poštni predal. Tako, to so stvari, ki so trenutno v delu. Ves čas nadgrajujemo on. Veseli nas, da ste prepoznali, da gre za izjemno uporabniško izkušnjo in da smo torej postali tudi uradno najboljša spletna aplikacija v Sloveniji, naj desktop app Websi prvak v septembru 2021. Toliko za enkrat, želim vam veliko uspeha na on, čim prej do ljubezni in srečno!